Če bi v svetu avtomobilizma obstajali Oskarji ali pa če bi podeljevali Nobelove nagrade, bi vse to dobil jaz. Ne zato, ker sem izdelal najboljši avto, pa mimogrede hvala, da me toliko cenite in ste na to pomislili, ampak to ni zame. Vse to bi dobil zato, ker sem našel perfekten avto. Izdelal ga je pa Mitsubishi. Tada! Ja, Outlander PHEV. Tako razložim, zakaj je tako dober. Recimo, da imate družino in če je vse v redu, kaj dejansko pomeni v redu, razložim nekoliko pozneje, je tole lahko odličen družinski avtomobil. Za začetek ima ogromno prostora, kar pomeni, da bo šlo v prtljažnik zelo veliko robe, otroci pa bodo tudi zadaj tudi zelo udobno sedeli. Če ste pa samec ali pa samica, tudi za kakšne avanture bo toliko prostora prišlo prav. Za izletniške avanture, seveda s kolesom, čolnom, smučmi in ne drugačne avanture. Packi. Na vmesnem izletu se pa lahko ustavite in si tudi v miru skuhate kakšno kavico. Ja, kavico. A sem pozabil povedati, da je tole priključni hibrid z 230-voltno vtičnico tamle zadaj. No, je. In to celo najbolje prodajan priključni hibrid na svetu in v Sloveniji. Pri Mitsubishiju pravijo, da je tole trenutno najboljša kombinacija, da imaš dva motorja, klasičnega z notranjim izgorevanjem in elektromotor. Ker omrežje še ni pripravljeno na povsem električna vozila, pravijo, no hkrati pa v številnih raziskavah ugotavljajo, da lastniki 80% vseh voženj s tem avtom naredijo zgolj na elektriko. Jim je dovolj in sploh ne izkoriščajo dosega obeh motorjev, ki je okrog 600 km. Ampak to še ni vse. Mitsubishi bo kmalu ponudil svojo storitev Dendo Drive House. To je v bistvu celovita rešitev s sončno elektrarno, domačo baterijo in z vsem, kar paše zraven. Na Japonskem jo že, pri nas pa najbrž že letos. In vse to je seveda potrjeno uporabno, zato gre plug-in tehnologija pri njih tako hitro naprej. Že letos pride na trg en manjši model in en podobno velik kot ta, Engelberg Tourer. Tako da ja, izbira bo. No in če ni vse v redu, če vas žena vsa jezna za eno popoldne vrže iz hiše, tudi tukaj se boste z Outlanderjem prav fino ujela. Tale vtičnica tukaj zmore napajati napravo z do 1,5 kW moči, kar pomeni, da si semle nekam lahko prinesete en manjši televizor in gledate fuzbal. Zraven napajate še manjši hladilnik, evo, pa imate še mrzlo pivo. In če vam bo ob koncu dolgčas pa bi radi izprostili nekaj odvečne energije, priključite sesalec in posesate avto. Ali pa se v popolni tišini, povsem na elektriko, odpeljete na pijačo k sosedu. Do 50 km lahko naredite samo na elektriko. In če hočete biti heroj dneva, samo izključite glavno varovalko v hiši, pa bo žena takoj priletela k vam po pomoč. Vi pa enostavno naredite tole in z avtom nekaj časa lahko napajate celo hišo, ker ima Outlander dvosmerni polnilnik, česar nima praktično noben drug hibrid. No, zato sicer potrebujete še dvosmerni hišni polnilnik, ampak na Japonskem so nekaj časa hiše že napajali, ko ni bilo elektrike. V vsakem primeru boste heroj, če slučajno ne bo delovalo pri vas, pa samo varovalke enostavno potisnite nazaj gor. Ali pa ženo s kuhalnikom povabite, da palačinke peče v avtu. Ste zdaj jezne punce, a ne? V redu je, saj tudi jaz pečem palačinke. Vidite, takšna bo očitno prihodnost, ko bodo avtomobili s svojimi velikimi baterijami pomagali omrežju in porabljali energijo točno tam, kjer se bo v tistem trenutku potrebovala. A je treba še kaj dodati? Ne? Okej, hvala. Grem po Oskarja. Sam vem, kam so ga skrili.